Zdaj, recimo, analogija iz medicine, recimo, bi bila ta, ne, da trenutno, recimo, sklepamo o stanju v bateriji na način, kot recimo, če bi zdravnik pri človeku meril zgolj, recimo, krvni tlak in kapaciteto pljuč. Seveda, na ta način dobimo nek uvid, ne dobimo pa popolnega uvida. Če želimo vedeti več, ne, imamo pa preiskave, kot so recimo krvna slika, imamo slikanje z magnetno resonanco, imamo slikanje z rentgenom. Ne, zakaj? Ker s temi preiskavami dobimo podatke o notranjih stanjih človeka. Ne. In podobno bomo mi v tem projektu poskušali razviti fizična, virtualna zaznavala in seveda kup drugih softverskih orodij, za katerimi bomo ocenjevali notranja stanja baterije. In na ta način, ne, to so ta virtualna zaznavala in gorivnih celic, in elektromotorjev, in razmernikov. In na ta način bomo uspeli bolje napovedovati, kaj se z njimi dogaja. Ne. In zdaj v medicini vse te izvide dobi zdravnik, ki poda diagnozo in prognozo. In seveda, ker ne moremo imeti zdravnika vsakega za vozilo, bomo tukaj imeli metode umetne inteligence in fizikalno informirane metode umetne inteligence, z katerimi bomo potem te velike podatke obdelovali in podajali diagnoze ter prognoze.